Kot vodja zdravniške skupnosti, za katero ste dali tudi pobudo, ste pokazali in dokazali, kako je mogoče v slovenskem prostoru priti tudi do povsem enako ustreznega, kakovostnega, varnega medicinskega materiala, a po bistveno nižji ceni, kot je na voljo, če ga naročite pri domačih dobaviteljih. Pokazali ste, kaj vse je treba urediti v našem sistemu, in zato se ne velja čuditi, da so se pojavile pri vašem delovanju zelo konkretne ovire. Trenutno se je na to pot postavila Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Kaj se dogaja na tej ravni? Zdaj, tako je, kot zdravniška skupnost za neposredno naročanje pri proizvajalcu že v zadnjih 10 letih neprestano doživljamo neke poskuse omejevanja strani državnih dobaviteljev ali pa sistema, ki nam pač onemogoča, da bi pač čisto svobodno na prostem trgu naročali pri proizvajalcu. Zdaj, sodu je izbilo dno zadnji predlog uredbe, se pravi Ministrstva za zdravje. Ta uredba je v medresorskem usklajevanju. Zakaj gre? Do sedaj so se pravi proizvajalci medicinskih pripomočkov in dobavitelji potrebovali vpis v evidenco Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Ta vpis je bil tako rekoč brezplačen, v vrednosti par evrov. Po novem bo pa ta vpis z novo uredbo bil letna pristojbina, in sicer 250-krat dražji, torej okoli 1250 evrov. To še ni vse. Za to novo uredbo so predvsem prizadeti proizvajalci medicinskih pripomočkov. Za njih se predvideva več tisoč evrov vsote denarja za plačilo obvezne letne pristojbine. To bo seveda poudarilo po žepu majhna slovenska podjetja, slovenske proizvajalce, ki že zelo težko tekmujejo v vsakem primeru z nizkocenovnimi produkti azijskega trga. Zdaj nekako ocenjujemo, da bo celotna vrednost tega izplena, bi jaz temu rekel, dosegla okoli 6 milijonov evrov letno. Zdaj predstavljajte si, kakšna vsota denarja je to, ki bi bila lahko namenjena za popolnoma druge namene. V nekem trenutku pa se z nekim predpisom država in njena agencija odloči, da bo to postala neka letna pristojbina, ki bo obvezna za vse proizvajalce in dobavitelje. Seveda ta davek, jaz temu pravim, ne bo prizadel državne dobavitelje. Državni dobavitelji, ki si režijo več 100 milijonske prihodke na slovenskem trgu, izkoriščajo to invalidno zakonodajo javnega naročanja in že sedaj ne pustijo majhnim dobaviteljem in proizvajalcem medicinskih pripomočkov, da konkurirajo, da sodelujejo na teh razpisih, in to vse je nek tak moment, ki je prišel do nekega vrhunca, ki bo predstavljen tudi na tiskovni konferenci danes. In kaj si obetate od predloga, ki ste ga pripravili? Od predloga, se pravi izvedbenega predloga za javno naročanje, človek težko karkoli pričakuje, zato ker v našem sistemu zdravstvene ureditve vodijo igro drugi ljudje. To smo se kot skupina naučili pri sodelovanju v Zakonu o javnem naročanju, kjer smo dali dober izvedeni predlog, gre za digitalni predlog, gre za predlog, pri katerem sploh ni potreben nobena sprememba zakonska, dovolj je odlok vlade in upoštevanje oziroma uporaba vseh tehnologij, ki jih trenutno država že ima za to, da izvede javno naročanje. Pa boste videli, da bo tukaj prišlo do velikih zapletov. Težko vam napovem, kakšni zapleti, ker sami smo zdravniki. Mi smo po najboljših močeh v sodelovanju s kolegi, ki so v tujini, na podlagi poznavanja trga, cen pripomočkov pripravili nek predlog, ki je izvedljiv, zdaj pa na vrsti država tista, ki mora to uresničiti. In to od nje pričakujemo.
Pa se vam zdi realno, zlasti glede na aktualno situacijo, v kateri se mi zdi, da so se interesi povsem razpršili, se vam zdi realno pričakovati, da bo država končno vendarle odigrala svojo pravo vlogo? Ne, tega realno ni za pričakovati. Razlog se pa skriva predvsem v definiciji slovenskega zdravstva, ne. Bolniki in vsi državljani morajo vedeti, da v bistvu imamo zakonsko uzakonjen model državnega zdravstva, v katerem je v ospredju izvajalec in ne bolnik. To je ključna razlika z ostalimi evropskimi državami, v katerem je definirano javno zdravstvo in tak bolnik lahko izbira, kje se bo zdravil. Pri nas pa bolnik ne more izbirati zdravnika, ki ga bo zdravil, ampak mora iti k izvajalcu v točno določeno bolnico, zdravstveni dom, kjer bo prejel storitve. In iz tega razloga, iz te zakonske podstati izvirajo vse težave in probleme, seveda, ki pa na eni strani favorizirajo državne dobavitelje in povzročajo izgubo in odtekanje 100-milijonskega zbranega denarja za zdravljenje. Res pa je, da je taka situacija zelo, zelo frustrirajoča, tako za bolnike, kot tudi za izvajalce v zdravstvu, za zdravnike. Kaj ne? Se strinjam z vami, definitivno bolnik to spozna, ko prejme napotnico oziroma se postavi v čakalno vrsto za posamezno storitev, ki jo ne more dobiti, kljub temu, da plačuje prispevke za zdravstveno zavarovanje. In to mesečno na obvezni podstati.